V času informbiroja po letu 1948 je jugoslovanska komunistična oblast pri upravah državne varnosti okrepila ekonomsko dejavnost. Na državno varnost na Udbo je prenesla celo premoženje slovenskih zamejskih političnih organizacij in devizne račune v tujini. Komisije so opravljale ilegalne posle in od Italijanov prevzele tihotapljenje cigaret. S tem denarjem je slovenska državna varnost tehnično opremljala svojo službo, ustanavljala podjetja v tujini za podporo svoje dejavnosti in ilegalno uvažala blago za oblastne in druge organe. Iz dobička pa je Niko Kavčič, ki je vodil ekonomsko komisijo pri slovenski Udbi od leta 1948 naprej, ustanavljal tudi gospodarska podjetja. LTH Škofjo Loko, Livarno Maribor, Splošno plovbo Piran, Revoz Novo mesto, Drogo Portorož, Avtokomers in mnoga druga. Za lastnike podjetij v tujini je Udba imenovala navidezne lastnike, svoje sodelavce. Za direktorje doma ustanovljenih podjetij pa prav tako svoje sodelavce, organe, ki so se sprva ukvarjali z ilegalno trgovino ali organizirali tihotapljenje. Te so postali potem vsi zelo upoštevani direktorji po letu 1954, upoštevani direktorji z velikimi uspehi, vsi po vrsti. Med zvezno in republiškimi Udbami je potekal oster konkurenčni boj, prava bitka. To so bile medsebojne spletke ves čas, ne. To je bila ljubosumja še in še, ne. Oni so lahko delali, ti nisi smel delati, ne. Ti si bil nezakonit, on je bil zakonit, ne. Če oba skupaj so bila pa nezakonita, ne. Leta 1954 se je široko razvejano tihotapstvo v glavnem končalo. Ilegalna trgovina pa nadaljevala vse do leta 1990 in tudi bitka med službami državne varnosti. Mi smo bili svesti, da oni tudi, ko mi končujemo, zapiramo, da oni tega še ne bojo naredili, ne. Mi smo bili tega svesti. Mi smo imeli podatke, vedeli smo, da se oni so delovali, menda, da so oni nadaljevali še desetletja potem. Na zvezni ravni je bilo na primer najmočnejše podjetje za ilegalne posle Genex. Genex je pa na debelo delal, to je bilo zelo centralizirano, ne. To ni bilo namenjeno ne Kosovu, to ni bilo namenjeno ne Makedoniji, niti Sarajevo, ampak nekim beogradskim krovom, ne. Pa nekim srbskim interesom, ne. To je bila tipična srbska organizacija, ki je bila povezana v ta velesrbski okvir, ne, politike. Temeljno podjetje slovenske Udbe za ilegalne posle v Trstu in Ljubljani je bilo Eksport. Razen prek službe državne varnosti je ilegalno trgovanje in poslovanje v Jugoslaviji in v Sloveniji potekalo še prek drugih inštitucij in posameznikov. Skratka, z ilegalno trgovino so se ukvarjali državna varnost, nekateri politični in oblastni organi in v njihovem imenu posamezniki in podjetja. V Švici so imeli tajne devizne račune vse od leta 1945. Se je ena dejavnost vršila tudi na sektorju mednarodne trgovine, ne. Izkazovala se je ena potreba po mednarodni menjavi. Logično priča potreb gospodarstva, ne. Izbrana podjetja, ki so imela izvozno-ovozno dovoljenje, kot na primer Continental, so veliko služila pri preprodaji različnega blaga, kot so keramične ploščice, gumbi. Poceni so jih uvozila in drago prodala. V Trstu so oblasti na primer ustanovile podjetje Adria Impex, katerega direktor je bil Janez Jerman. Podjetje je dobilo zastopstvo za Opel in Bosch za Jugoslavijo in ustvarilo monopol na področju prodaje avtomobilov. Jerman je imel tudi visoke osebne zaslužke. Podjetje je delovalo mimo uprave državne varnosti, Jerman je imel osebne politične zveze in visoko politično zaščito. Adria Impex še danes obstoja. To je množica teh podjetij, ki so nastajali iz nekega embrija tržaškega osvobodilnega pokreta takrat, iz leta 1945. Nekaj so se samostojno formirali, več ali manj so
po inicijativi lokalnih ljudi so nastajala. Trst je bil pravzaprav tudi eno odskočno mesto za Slovenijo, za Jugoslavijo. Ni bila samo Slovenija, tam je bila tudi Hrvaška, je bila tudi Srbija na svoj način, ne, prisotna. Tako, eno torišče, kjer se lahko mednarodna izmenjava takrat v tistih zaprtih razmerah jugoslovanskega sistema lahko odvijala, ne. Tako jaz to presojam, ne, danes. Agrotehnika je bila slovensko republiško monopolno podjetje, ki se je ukvarjalo z izvozom kmetijskih pridelkov in uvozom poljedelskih strojev. V zunanjetrgovinskem poslovanju so bila v njo vključena zadružna podjetja. Bilo je veliko pripomb gospodarstvenikov, kako je mogoče, da agrotehnika uživa takšen monopol in še združuje izvoz kmetijskih izdelkov, lesa in uvoz strojev, kar nikakor ne gre skupaj. Podjetje si je v tujini ustvarilo večje vsote neevidentiranih deviznih sredstev, iz katerih so leta 1953 ilegalno uvozili 20 avtomobilov. Iz dobička za 27.000 nemških mark pa so potem na primer kupili avto za visokega politika Miha Marinka. Neevidentirana sredstva so bila plod provizij, ki so jih dobili pri uvozu poljedelskih strojev na podlagi zastopniških pogodb ali pa pri izvozu raznega blaga. Narodni banki so na primer prijavili izvoz božičnih smrečic po 100 italijanskih lir za kos. V resnici pa so jih prodali za 270 lir. To je bila pogosta in udomačena praksa izbranih podjetij. Vse to so bili na videz legalni posli, ki pa so izkoriščali pomanjkljivosti domačih finančnih, deviznih in drugih gospodarskih predpisov. Pomembno podjetje za takšne posle je bil Intertrade. Vi ste zdaj naštela eno vrsto podjetij, ki so po mojem spominu takrat bila vezana na naša resorna ministrstva, kar se agrotehnike tiče. Vsa ta kmetijska branža je bila vezana na resor ministrstva, ki ga je več ali manj vodil Avbelj. Naštela sta še nekaj. Intertrade je bilo podobno podjetje, ki se je zasnovalo na principih mednarodne reeksportne trgovine. Takole njemu smo prištevali ali pa mu dajali eno paralelo beograjskega Geneksa. Tu je bila ena njihova medsebojna konkurenca. Bilo je samostojno podjetje, ustanovljeno čisto po enih svojih trgovskih interesih. Zdi se mi, da je to izvajalo še po vojni obstojen komitet za zunanjo trgovino in zdi se mi, da je to en tak izrastek ven iz njega. Ljubljansko podjetje Intertrade se je ukvarjalo predvsem z reeksportnimi posli, kupovalo je tuje blago in ga tudi prodajalo na tuje. Ukvarjalo pa se je še s finančnimi transakcijami na račun domačih in tujih tečajnih razlik. Intertrade je imel 2 računa v Švici, pri Schweizerischer Bankverein in pri Schweizerische Bankgesellschaft. Čeprav računa nista bila posebno aktivna, saj je Intertrade vodil Matko Pečar in so posli tekli v glavnem prek njegovega računa pri Bankverein v Zürichu z naslovom, z računom, šifro separato. Prek tega računa so se odvijali posli Intertrada, posameznih delegatov, ki so izvajali razne transakcije skupaj z zamejskim sklopom in tudi druge posle. V dokumentih se pojavijo različni računi, računi v Švici, račun centra Matka Pečarja in drugi. Sigurno so bili to povezani računi, ki so bili navezani na obstoj in organizacijo in podporo naši manjšini, Trstu in na Koroškem. Marko Pečar je bil v trgovinskem komiteju, če se ne motim, ki je takrat deloval v resorju Ivana Mačka. Niko Kavčič je leta 1954 svoje posle predal Ivanu Mačku Matiji in odšel graditi slovensko bančništvo. Ivan Maček je opravljal različne visoke funkcije v slovenski politiki, bil Kardeljev sorodnik in zaščitnik, ter je vodil in gradil zaprto območje na Kočevskem. V tisti dobi je bil ta prenos formalno. Pravzaprav je dejansko bil tako prenešen, da sem jaz
iz naše pisarne, vso dokumentacijo, naprimer, zamejskega. Koroška je bila vse čas nekje v zadju in je samostojno delovala, ampak ta Julijska krajina je bila pravzaprav dokumentarno vezana pri nas. In vso to dokumentacijo smo mi prenesli na politično organizacijo zamejcev v Trstu, v Ljubljani pa prevzame AOR kot vodstvo vsega tega, preide na Matija Mačka. No, tako smo mi dva pa to primopredajo naredila. In potem pa on gospodari naprej s to politiko, ki jo razširi potem v desetletjih na te svoje nova podjetja in tako naprej. To pomeni, da pravzaprav ta služba državne varnosti ni nikoli spustila teh zadev čisti z rok, ne? Ja, jaz sem jih spustil. Kako so jih oni, obveščevalna služba že po svoji naravi ni teh stvari spustila z rok. Tudi če jih materialno ni vodila, jih je obveščevalno spremljala, ne. Po letu 1954 tudi tako imenovani tržaški sklop, premoženje zamejskih Slovencev, prevzame Ivan Maček Matija. Podajem se počasi formira ta sklop nekako v režiji Ivana Mačka, ne Matije, in z razširjenimi organizacijami po Koroški in po Tržaškem. Na novo se oživi teka dejavnost, on je imel tudi oblastno pozicijo za seboj v slovenskem izvršnem svetu, ne. Ene vrste minister za zunanjo trgovino, za gospodarstvo. V njem je ta sektor deloval kot posebna inštitucija, se mi zdi. No in tako se je razvijala ta dejavnost potem, ne. Iz te dejavnosti se razvije vse tisto, kar nam je znano po Tržaškem in po Goriškem in pa po Koroškem, ne. Kdo pa je, na primer, potem v Italiji ali pa v Avstriji? Seveda vsa ta dejavnost je povezana z neko finančno dejavnostjo, ne. To je spremljalo, ker čim si šel čez mejo, je to vezano na tujo valuto. Ta tuja valuta je lahko delovala samo preko bank, ne, poslovanje, ne. Gotovo so imeli tudi seveda, tako kot običajno, takrat je bilo posplošno znano, da se te transakcije vršijo preko švicarskih bank v največji meri, ne. Skratka, državna varnost, Udba, po letu 1955 ni bila več lastnica slovenskega zamejskega premoženja. Uradno je to prešlo v last zamejskih političnih organizacij in slovenske politike pod socialistično zvezo. Bdel pa je nad vsem tem Ivan Maček. Za njihove interese so se vodili preko raznih skupin ljudi, ki jih je pač ta organizacija imela, ne. Maček Matija. Vendar so skoraj sigurno so bili medsebojno povezani, ne. Recimo v Trstu je bila cela organizacija, delovala v nekem sklopu, ne, gospodarskem. Znotraj tega sklopa je delovala vsa struktura življenjska, ne, od vrtcev naprej do kulturnih inštitucij, športnih, gospodarskih. Tako, da so pač slovenske ljudi zaposlovali, ne. V Italiji in Avstriji pa celotno politično in gospodarsko organizacijo vsa desetletja po drugi vojni vodita ista človeka. Rase je že takoj po Krajgerjevem odhodu sprejel štafetno palco upravljanja v Trstu. Takoj. 60-ih. Seveda, 46. Jaz sem z njim komuniciral. Seveda. Nič posebnega. Cviter je bil na Koroškem, ne. In tam imel svojo organizacijo in tam je bilo več sporov na Koroškem. So bili bolj svoje glavi. Ja, Cviter je vodil na svojo politiko, ne, zelo zaprto, ne.
diskriminatorno do drugih Slovencev, ne. Zdi se mi pa tako, ko sem tole tragedijo gledal ali pa spremljal malo v Trstu, Sofija in tako naprej, Tržaške banke, sem pravzaprav ugotovil, da so največji bogataši katoliški ljudje. Tisti, ki niso bili nikamor vezani, pa so lahko prosto trgovali. To je pa resnica, ne? To so bili tamle ljudje iz Ilirske Bistrice, ne vem, Tomšiči ali kdo in ne vem kdo še, ne. Tiste ni prijemala nobena organizacija, ne, so bili samostojni, ne. Zdaj so bili pa tudi člani kreditne banke v Trstu in tako naprej, ne. To je bila lepa organizacija in škoda je, velika škoda. Ampak jaz upam, da se jo popravi. Jugoslovanska in slovenska politika je na ta način vso povojno obdobje obvladovala slovenske politične organizacije v tujini, zlasti tisti del, ki je bil bolj levo usmerjen, čeprav je Boris Krajger imel povezavo tudi z desno usmerjenim delom slovenske manjšine. On je ves čas hotel na sproščenost, na poslovno sproščenost. On je vedel, da imamo v Trstu dve skupini. On je k tem skupinam hotel ustvariti enakopravno življenje. Kako dve skupini? Dve politični nazorski skupini, ne. On je imel specialne odnose z besednakom. To je bil človek iz katoliškega tabora in preko njega je on plasiral te svoje ideje, svoje pomoči tudi temu taboru, katoliškemu, ne. Pravzaprav so morali biti akterji dokaj spretni, da s to dejavnostjo niso povzročali mednarodnih sporov, saj so delovali na italijanskem in avstrijskem ozemlju. Ne, ker so te stvari bile formirane tako kot popolnoma legalne, ne, v italijanskem gospodarskem režimu, ne. To so bili posamezni patrioti, Tržačani, Slovenci, ki so bili nosilci teh firme kot privatniki, ne. Tam je privatno gospodarstvo, vendar je ta struktura slovenska, ki je te stvari vodila, tem ljudem zaupala, ne. To je bilo vse na zaupanju. To je lep vzgled je leta 1900, ne vem, da je ta Safti padel, ne. Takrat se je ta stvar polomila, ne. To so vodili, tako kot je bil na primer v Trstu Race? Ja, Race je bil politični subjekt, ne. Ob tem on je imel tudi eno svojo komisijo, en odbor, ne. Ta odbor je pač te stvari spremljal, vodil, ne, bil na tekočem z organi tule v matični domovini, ne. Tako kot je Koroška bila ravno tako, ne, povezana. Pred vojno mi je nekdo rekel, po stari Jugoslaviji, prej sem jaz za škofijo nosil ta denar v Trst, pa na Koroško prav, zdaj ga pa za CK nosim. O predaji poslov je torej Niko Kavčič Ivanu Mačku predal denar, dobiček od ilegalne trgovine in tihotapljenja, ki so ga v okviru Udbe ustvarili do leta 1954. Vidi Kulovec pa za $50,000 vredne zlatnike. Maček je denar vložil v Tržaško banko, torej je nastala tudi iz tihotapskega kapitala. Absolutno, to je bila moja ideja že skozi, da biti skupaj z ljudmi tam dol. Ustanovil denarni zavod, ne. Jaz imam tudi predlog, narejen 54. leta, ki sem ga Udbi poslal takrat, pa imam tle noter. No in ko je prišlo do te likvidacije, ne, no to je bil poseben spektakel, kjer sva mi dva s Krajgerjem te stvari definalizirala, ne. In med drugim je bila vmes, to je bila njegova ideja, konc, kam se bo ta denar delal, ne.
kam bi se tudi nekaj tega denarja dalo, ne. Danes so taki časi, da lahko povemo vse po pravici, tako kot je bilo, ne. No, na roko je dobil 700 000 frankov, švicarskih frankov. Kdo? Matija Maček. Za kapitalsko deležbo v tej banki. S tem je začelo, pa se je še verjetno kaj dodalo, ne, pa od republiškega denarja, ne. Kaj vem, ne. Oni so tudi svoje delo. A v tem, kaj veste, potem je bil to tisti denar, ki ga je katera od slovenskih sodobnih političnih strank dobila? Veste kaj, denar ima ta mlade. Tisti denar je pač vršil tam dol na tistem terenu svojo vlogo, kako, jaz ne vem več, ne, ampak denar si na novo delo, ne. V Sloveniji je bilo dosti hmelja, je bilo dosti lesa, je bilo dosti živine, ne, vse to se je izvažalo in vse to je ustvarjalo tudi devizne fonde, ne. Maček svoje trdnave podzemne ni mogel delati brez denarja in brez deviz. To niso bili samo dinarji. Mačkov tržaški sklop je imel prav tako račun v Zürichu z naslovom Derzvo, prej pa se je imenoval Istrska banka direkcija 2 in pri isti švicarski banki Bankverein tudi račun šifro Ordro. Prek teh računov se je odvijal ves dolarski promet tržaških podjetij, na te račune so jugoslovanska podjetja nakazovala dolarje prek Narodne banke za vse zaključke posle, ki jih je Janez Jerman opravil v Jugoslaviji. Knjigovodstvo tega poslovanja so imeli v Kopru nad prostori Banke Slovenije, ker v Italiji ne bi mogli poslovati mimo Banke Italije in dejavnosti prikriti. To poslovanje je bilo marsikdaj skrito tudi pred jugoslovansko oblastjo. Beograjska devizna inšpekcija se je že trudila prodreti v njihovo poslovanje, vendar se je vodilo dvojno knjigovodstvo in so tako poslovanje prikrili. Dolarski računi pri Tržaški banki s sedežem v Kopru so bili pod šiframi Janez Jerman, Mape Matko Pečarko, Center, VIP.P, Vipotnik Pomišljaj Pokret, Lindič Narodna banka Ljubljana, Intra, Intertrade in Slovenija Impex. Obstojali pa so tudi zasebni računi. Sredi 90-ih let 20. stoletja je Tržaška banka propadla. Takrat oziroma že nekoliko prej se je v slovenski javnosti tudi veliko pisalo in govorilo o Safti, o Smeltu. Propad Tržaške banke je bil tudi na dnevnem redu Državnega zbora, ko so Slovenci v Italiji skušali najti podporo za njen obstoj. Pravzaprav je več razlogov, ne. Več razlogov. Praktično je padla zaradi obnašanja teh ljudi, ki so sami si uničili pravzaprav opozicija, ne. Veste, tržaški svet ni videl Slovenije kot svojo matično domovino, on je videl Jugoslavijo. 90. leta Jugoslavija propade. Oni se tega niso zavedali in so živeli tisto življenje naprej, ki so bili prej navajeni. Bodi si osebno, bodi si službeno s svojim denarjem tujih vlagateljev, ne. Oni niso doumeli, da je nastopila nova doba, novi časi, novi odnosi, nova razmerja, geografska in tako naprej. To se dolgo časa rabi, ali pa sploh tega niso dojeli, ne. Slovenski svet na Primorskem, zlasti pa v Videmski krajini to je Jugoslavija. So videli Jugoslavijo pa Tita, ne. Ne pa Slovenija, ne. Pestra ilegalna mednarodna dejavnost Ivana Mačka in mnogih drugih vse do leta 1990 in najbrž tudi naprej ostaja še kar skrivnost in za zdaj ni dokumentirana tako kot dejavnost državne varnosti do leta 1955, ko je Niko Kavčič vse natančno evidentiral. Sistem navideznih lastnikov slovenskega premoženja v Italiji, delno tudi na avstrijskem Koroškem, sistem slamnatih mož, je Maček vzdrževal najmanj do leta 1990. A seveda, to je bil tako rekoč noče, ne, tega, ne. To je dali sistem bil slamnatih mož, ne, celoti, ne. To je bil ta sistem, ki so ga potem
Italijani dobro izkoristili. Ne. Z njo je 1000 ljudi izgubilo službe. Ne. To je... Pa ni kakšen denar tudi? Še vedno sem po par milijard lir, več milijard lir. Da mogli kazni plačati, pa to tako, ne. Tako, nešteto takih bilo, ne. Oni so patriotsko banko držali, ne. So bili povezani z njo, ne, Slovenci, ne. Na koncu pa doživuje ta debakl, ne. Kaj pa ta Celovška? To sem pa tabula rasa, ne vem pojma. Nemam pojma. Kaj tiste je tudi še v sodobni čas povezana? To je velika škoda, ne, se to že danes današnji berem, takole pa slišim te koroške funkcionarje, pravijo, tam leta 88 so imeli še pozicije, ne. To je bilo še vse mačkovo delo, ne, to je bilo povezano s tisto Karincijo pa tako naprej, ne. To je. So te stvari šle po 90-em tudi v zasebne roke? Ja, se drugam nimam, seveda, to je vse v zasebništvu. Ne mislim čistko, da je nekdo tudi denar pobral? Ja. Denar, jaz ne vem, te stvari so šle približno po tej poti, kot je šel Ilan po tisti likvidacijski poti, ne. Kot je šel Slovenija les, ne. Kot organizacija, pojedinci imajo pa danes velike firme, ne. Tako je šel, ne, proces. Po drugi svetovni vojni se je z ilegalno trgovino torej ustvarjalo milijone dolarjev. Denar se seveda ni kar pogreznil v zemljo. Se je našel kdo, ki ga je vložil tudi v razvoj Slovenije, morda je končal v kakšni politični stranki, morda v volilni kampanji, v kakšnem mediju. In ta močna, razvejana organizacija je mogoče, da se je kar razpustila. Dokazljivih odgovorov nimamo. Ja. Tu se je sprostila ena sila, ki ni bila več kontrolirana, ni bila več vodena, ni imela več režima in so prišli individualni karakteri pa vse tiste slabosti do izraza. Ne. Veste, tako kot mi smo po prvi svetovni vojni še kot otroci slišali, ta je pa vojni dobičkar. Ne, po prvi svetovni vojni. To se je v drugi obliki dele zgodilo, ko smo jim ustvarili ta inštrumentarij in ljudje so podivjali brez državotvornega značaja, ljudje niso imeli nobenih idealnih pogledov na Slovenijo, ampak videl je sebe in možnost, ki jo je izkoristil. Ta se je pa na široko ponujala sama od sebe. In jaz dolžim te naše finančne funkcionarje, dolžim Arharja, dolžim Drnovška sploh, ki je ignorant prve vrste, pa mentalna lenova, Gasparija, potem pa tudi Volča zraven, predvsem pa Arharja v veliki meri, da so dopustili to razkošje anarhije. Ivan Maček pa je vse skozi gradil tudi nekakšno rezervno lokacijo na zaprtem območju na Kočevskem in v Gotenici, kjer se je ob osamosvojitvi našlo kakšnih 11 000 kosov orožja. Gotenica je bila namenjena, verjetno takrat po informbiroju so vse republike nekaj delale, ne. Samo delale so v jugoslovanskem merilu, ne, tako z enim armijskim žegnom, ne. Maček pa Kardelj sta pa to delala separatno, ne. Ben general ni videl Gotenice. Vsak let jih je Maček sprejel tle v Ljubljano, Gotenice pa nobeden ne videl. Ivan Maček naj bi devizna sredstva zbiral tudi s pomočjo cerkvenega denarja. Vatikan je namreč slovenski cerkvi pošiljal določena sredstva, ki pa so v Jugoslavijo in Slovenijo prihajala prek računa v tujini, ki jih je upravljal Ivan Maček.
Ja, veste kaj, če mi zdaj to tako samostojno obravnavamo, izgleda to res deviantno in ne vem kako čudaško. On je imel 1000 raznih poslov, ne. Zdi se mi, da je njegova centralna zadolžitev bila Kočevska trdnjava. Če pa seveda tu na leto, tudi na to področje ga je s pridom izkoristil, ne. Taka je moja ocena, ne. In dejansko je to tudi bilo, se mi zdi, ne, tako kot so mi kasneje ljudje pripovedovali, ne. V razmerah družbene lastnine, netržnega gospodarstva, favoriziranja določenih podjetij v državi, sprva tihotapljenja in kontinuirane ilegalne trgovine, je Jugoslavija tudi gospodarsko, ne le politično, bila pravzaprav obsojena na propad že ob svojem nastanku. Gospodarski sistem po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji v bistvu ni deloval in tudi bančni ne. Po letu 1960 pa pride tudi do večjega političnega spopada znotraj partijskih vrst. Ta 60. leto je tisto leto, veste, ko nastane največja kriza, 60. leta, 61. tisto znano pismo v Splitu, ne. Potem ta koncentrični napad vseh republik na Slovenijo, ko jo hočejo obglaviti, ko Slovenija enotno nastopi proti tendencam ostalih konzervativcev, in ko je Tito na tem izpraševanju, tako rekoč, moral sprejeti slovensko enotno linijo. Takrat je bila na tapeti glava Kardelja, ki jo je pa Slovenija enovlasno in enodušno so ga podprli in Tito lepo. Takrat je bil Kardelj v nemilosti, Slovenija ga je podprla. Ampak s tem je pa seveda tudi hotela po Krajgerjevem prihodu v Beograd 63. leta na predsedstvo, ne. On je bil podpredsednik, odgovoren za gospodarski razvoj. No, in ko je on dobil te škarje in plat na svoje roke, je začel voditi eno svojstveno politiko na temeljih, ki jih je že prej s Kidričem zasnovala že 48. leta. No in seveda veliko vprašanje je, kam bi ta proces šel v Jugoslaviji. Krajger je pot Kardelju odprl s tem, ko se je ubil za nov njegov koncept, za nov sistem razvoja, ki ga je Kardelj še enkrat poskusil rešiti, ne. Z enega mesta denarnih tokov ni bilo mogoče urejati in četudi so leta 1954–55 ustanovili komunalne banke, je Zvezna banka še vedno ohranila svoj privilegirani položaj. Niko Kavčič pa po predaji poslov Ivanu Mačku postane direktor Ljubljanske komunalne banke. Pa bi se socialistično banko dalo narediti? Jaz sem, ko sem prišel iz svojega študija v Holandiji nazaj, sem rekel, če mi ne bomo spremenili toka vsebine našega denarnega sistema, si nimamo pričakovati boljše bodočnosti. Recimo te naše ekskurzije po Italiji, po Nemčiji, po Franciji, po Italiji, po Avstriji in tako naprej, so meni dale mnogo novih spodbud. Jaz sem to spremljal zavestno, sem se tudi poglabljal, to je bilo, predvsem je šlo za nove inštalacije, moderni tehnologiji bančnega sistema. To, kar je bilo za tiste jugoslovanske razmere, takrat to tabula rasa, nesprejemljivo, ampak jaz sem to uveljavljal in moja teza je bila, da iz tistega sestanka, iz tistega potovanja, ko smo prišli, moramo stremeti za najmodernejšo tehnologijo. Ta moderna tehnologija je bila pa v svetu takrat prirejena tako, da je vsak let napredovala in je že v enem letu zastarela. To je en vidik, ne. Drug vidik je pa seveda ta spoj z gospodarstvom in potrebe gospodarstva. Ta moja
šola, ki sem jo že takrat prinesel iz Nizozemske, pa potem nadaljeval v Jugobanki, ne, mi je pravzaprav še do kraja odprla oči, da Slovenija pravzaprav ne more več obstojati v takem podrejenem odnosu, da je vse svoje kapilare, materialne, finančne in tako dalje, za vse te kapilare bila obsojena od zvezdnih referentov na raznih ministrstvih. Ko sem gledal tisto politiko v Jugobanki, sem pravzaprav videl, da hlapčujem nekim interesom, ki so bili popolnoma nasproti z mojim značajskim pogledom, z mojimi projekti slovenskega gospodarskega razvoja, njene suverenosti in tako dalje. Tako da sem po 2 letih šel takrat, ko je Krager zaključoval svojo kariero v Beogradu, svojo reformo, sem rekel, da grem pa jaz nazaj v Slovenijo, ker to v tem odnosu mi ne moramo več pravzaprav eksistirati in se moramo postaviti na svoje lastne noge. Kot posledica gospodarske reforme Borisa Krajgerja je Jugoslovanska skupščina sredi leta 1965 sprejela novo gospodarsko zakonodajo, ki je spremenila način planiranja, podjetja so lahko bolj samostojno odločala o delitvi plač, ukinili so skoraj vse investicijske sklade, znižali nekatere davke in sprejeli nov način investiranja. Marca 1965 pa so sprejeli tudi nov zakon o bankah, ki je omogočil, da so banke v gospodarskem življenju začele igrati samostojnejšo, uspešnejšo in bolj koristno vlogo. Banke so postale gospodarske organizacije. Potem sem pa začel delati, takoj ko sem prišel v Slovenijo, začel delati projekte, kdo smo, kakšna je naša panorama bančna, hibridna. No in s temi projekti, takrat se tudi seveda strukture v političnih vrhovih zamenjajo, Krajger umre, se ubije, nastopi Stane Kavčič. No in tu je drug politik v slovenski politiki, ki jaz z njim sodelujem, najdeva skupni jezik. To sta samo 2, prvi bil Krajger, drugi je bil Stane Kavčič. Nastrojena sva z istim imenovalcem naših pogledov, naših vizij slovenske politike. Mi dva sva vdeleč videla suverenost Slovenije. Vendar so bile metode dela take, ki so nas vezale v neke ovojnice, ne. Ampak smo iz njih ustvarjali nove potenciale, nove vidike poslovanja. V tistih 4-5 letih najnega skupnega sodelovanja je pravzaprav ustvarilo vse tisto, kar nam je Krajger v reformi zapustil. Nov zagon, nov polet in nove materialne osnove, ne. Banke je pestilo pomanjkanje deviz, slovenske so si postopoma začele ustvarjati svoje denarne in devizne sklade. Ko jaz prihajam iz ideje o podružnice, takrat je pa seveda še prej se je dogajalo v 65. letu, 65. leta smo imeli s Krajgerjem precejšnjo debato v zvezi z jugoslovanskim proračunom. On je bil v veliki stiski, kako seveda ta proračun sestaviti. Jugoslavija je trpela na pomanjkanju sredstev za investicije. Investicije v Jugoslaviji so bile primarna zadeva, ker je bilo treba ljudi zaposliti. Ljudi je bilo na 100 000 brezposelnih, ne. Industrializirati državo. Ko veš, najboljše je, če date ljudem potne liste, 1 milijon ljudi ne gre v inozemstvo delati. Takrat je bila konjunktura v zapadni Nemčiji, v zapadu sploh, od Švedske tja do Francije, Italije. No in posledice tega so bile, da smo mi pravzaprav bili tista hiša, ki je pravzaprav v jugoslovanskem merilu prva in bila
najmočnejša v dotoku deviz, ki jih naši zdomci pošiljajo v domovino. Leta 1967 so združili Splošno gospodarsko banko in Kreditno banko in hranilnico Ljubljano. Njen direktor je postal Niko Kavčič. Leta 1967 se je preimenovala v Ljubljansko banko. Združevala je več kot polovico vsega kapitala v Sloveniji. Jaz sem vesel, da mi je uspelo marsikaj pravzaprav v tistem času, naj si bo od imena Ljubljanske banke, kar je moj proizvod. S tem, da je razpisna komisija lahko govorila o 4 predlogih, je obveljal moj. Z arhitektom sem se takrat v najbolj kritičnih časih dogovoril za naš znak, ki ga poznate, ki je kontriral ideologiji Romana Albrehta, da banka mora biti brez obresti. In če vi znate ta znak pravilno projecirati, boste najdli obresti, znak obresti. To je bila ena rafinirana finta, ki smo vrgli ideologijo v obraz. No, tako. Ampak seveda ta banka je postala nevarna. Ne? Ta banka je postala s svojo obsežnostjo, s svojim renomejem. Mi smo takrat z tujimi bankami bili že skoraj tako popularni kot Tito v svetu. Ne? Ljubljanska banka je imela svoje ime. Ne? In to, potem cel ta samoupravni sistem, ki je potem to zvrnil, ne, to spremenil, to logiko delovanja, ni mogel teh temeljev več porušiti. Ne. Tako solidno so bili postavljeni, bodi si v bančništvu, bodi si v gospodarstvu. V času decentralizacije tako imenovanega liberalizma, ko je bil na čelu slovenske vlade kasneje odstavljeni Stane Kavčič, je Slovenija doživljala gospodarski razcvet, stanovanja, ceste, Kranjska Gora, Portorož, Ljubljana. To je bilo vse naše delo, od spodaj je več, tako rekoč, več gradbenih stvoritev, kot jih vidimo zunaj. Ne. To je veliko, takrat je bil to trg revolucije, danes je to trg republike. To je cel kompleks, začne se z marketom, z supermarketom, ne. Še danes imamo številko 14 milijard, ne. Potem pa z 2 stavbami, ki smo jih podedovali od obubožanega izvršnega sveta takrat, ne. In smo to lepo, brez vseh posledic, brez težav, brez finančnih kolapsov spravili pod streho. Ko smo istočasno Portorožu gradili novo turistično mesto. To je od Bernardina tja do metropola, Portoroža metropola, vse to. Brez vsakih finančnih škandalov. En mehen škandalček je nastal z otvoritvijo Ljubljanske banke, ko se je pojavil tam, da je to ta razsvetljen luster, ne, ki ga takratna maoistična študentska ekipa vzame na meto in ga začne in okrog njega napravi cel bal okrog Ljubljanske banke. Ne. Kar pa seveda politiki je pa že pasalo takrat ta zlasti Mačko in tako naprej in Popito, da se struktura menja. Ampak takrat jim še ni uspelo, tako da se je to šele čez 4 leta potem 72.
Leto 1967 je prelomno, saj je banka dobila dovoljenje za upravljanje vseh deviznih opravil in plačilnega prometa s tujino. V tem letu je povečala lastni devizni sklad za $5 milijonov in si tako omogočila sklepanje najrazličnejših pogodb s tujino. S povišanjem obrestnih mer je spodbudila varčevanje prebivalstva. Od leta 1965 do 1973 so se hranilne vloge v Sloveniji 8-krat povečale. Ljubljanska banka je začela ustanavljati podružnice po Jugoslaviji in v tujini. Avgusta 1972 je Ljubljanska banka skupaj z Iskro Commerce Ljubljana ustanovila Ljubljansko banko v Frankfurtu. Naloga pospeševanje trgovinskih odnosov Slovenije in Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo in drugimi tujimi državami ter hranilniška opravila za jugoslovanske zdomce. Kako smo mi prišli v Frankfurt? Zgodbica. Jaz sem šel tam na 68 do Lanca v Beograd. Je kot takole je. V Frankfurtu moramo narediti eno skočno desko. Pravzaprav naša poslovna dinamika mora biti na Bavarskem, ampak tam bo pa eno centralno središče, da smo v žiži centru tega svetovnega finančnega delovanja. Ne. Rekel, da nam tam v administraciji imamo blokade, da je pomagati, prebiti to. Rekel, samo pod enim pogojem, da mi v Frankfurtu zavarjaš direktorsko mesto. Rekel, z obem rokam, če češ, ne, tam ne boš to naredil, ne. Rekel, jaz sem se tega naželil, tega sekretarjata in tako naprej. No in tako smo dobili licenco in smo šli gor. No tako, to je bilo, ne, in te so bile naše poteze tako po tej Evropi in to je že ustvarjalo, ne, to je že ustvarjalo podlago pa eno ozračje, ki je bilo usmerjeno v slovensko suvereno državo. Take banke nikoli več ne bomo imeli, kot smo imeli takrat, to je bila edina zgodovinski trenutek v Jugoslaviji, pa v Sloveniji, tako rekoč. To smo zapravili. To smo zapravili. In pokrivali smo celo državo, pa zunaj smo imeli zelo močne, razvite punkte, so nas upoštevali. Dve stvari so poznali v svetu, Tito pa Ljubljansko banko. Ljubljanska banka je okrepila poslovanje s tujino in bila leta 1970 druga banka v državi po poslovanju s tujino. Konec leta 1970 je imela že okoli 450 korespondentov v 60 državah na vseh celinah. Nekatere tuje banke so pri Ljubljanski banki odprle redne tekoče račune. Ljubljanska banka je imela podružnico še v New Yorku, delno v Trstu in Gorici, a tudi v Jugoslaviji in se v bistvu osamosvojila od Beograda. Ta dinamika, ki se že nekje očrtuje v nekem liberalnem duhu, nekih novih podvigov, uvajanja nekih tržnih zakonitosti, seveda pripelje v teh jugoslovanskih takratnih razmerah. Spričo te naše mobilnosti in naših rezultatov na jugoslovanskem terenu do velikih nasprotij. Ki se pa v politiki zrcalijo tako, da Slovenija uživa nek nacionalizem. Nacionalizem, ki pa postaja nevaren v jugoslovanskih razmerah. Predvsem pa se v ideologiji najde en termin, ki zlasti, primer, nekdanjo, ta našo ambicijo v Ljubljanski banki označuje z neko novo tezo centra politične odtujene moči. To pa seveda Kardelj, ki je bil vodilni politik, ideolog Jugoslavije, jugoslovanskega režima, Slovenc hkrati, mi pa tudi iz slovenske nacionalne politike, je to težko opravičoval v tem svojem jugoslovanskem
kaj bi rekel, teh jugoslovanskih notranjih partijskih krogih, kjer je preživljal očitke, da mi odskakujemo od nekih tez socialistične politike. Ustvari Ljubljanska banka, ustvari se teza, da Ljubljanska banka postane skozi to življenje, skozi ta razvoj, skozi te njene ambicije, tako rekoč poskusni zajec za samoupravno tozdovsko novo politiko. Na njej se pravzaprav začenja nov statutarni del življenja banke, ker ta, kakršen je bil takrat, dobi prizvok, da je to kapitalistična banka. To so pisani dokumenti, pripombe Sergeja Kragerja na statut, ki smo ga imeli, in jo je treba preobraziti tako, da bo odgovarjal novim tendencam, ker ta pot, ki smo jo mi zastavili skupaj s politiko liberalne politike Staneta Kavčiča, postane tako nevarna, da se bojijo, da je pred tem, da pridemo na demokratične volitve. Hkrati pa seveda že ustvar teza, da stremimo po odcepljenju Slovenije. Podružnica Ljubljanske banke v Beogradu je torej delovala povsem samostojno. Ne, ona je bila samostojna in beograjska, naša podružnica v Beogradu je delovala popolnoma z določenimi pooblastili, popolnoma samostojno. Recimo to, kar danes Ljubljanska banka ne zna dati pooblastila svojim podružnicam in tu zavira cel razvoj. To, kar naprimer avstrijska Vereinsbanka ugotavlja, da je treba svojim podružnicam dati velika pooblastila, smo mi to že uveljavljali takrat. In ta naša podružnica v Beogradu je bila trn v peti beograjski poslovni družbi. Od beograjskega Genexa tja do vseh beograjskih bank. In tu pravzaprav začne največji spopad. Če sem prav direkten, gre za neko banalnost. V Beogradu smo mi nastavili za direktorja Žida. Singer, pisal se je Singer. Posledice so bile take, da so se ljudje iz vseh kontinentov javljali pri njemu v tej banki. Poslovni ljudje so bili v glavnem Židje. In tu je nastala ena taka gmota poslov, da jih naša ljubljanska tehnologija sploh ni mogla več folgati. Ni mogla slediti tej obdelavi. Tako da je tu eksplodiralo. In je prišlo do sporov. Tu je prišlo do spopada in tu je Kardel kapituliral in je potem prišlo tudi do teh. Seveda ob tem, ko se še na Hrvaškem drugi problemi odpirajo, na Srbskem in tako dalje. Politični in se tale naš še zraven poveže. Ne? Slovenski politični vrh je bil vselej razdeljen. Eni so se bolj javno zavzemali za večjo republiško samostojnost, drugi so bili popustljivejši do Beograda. V času liberalizma na začetku 70. let 20. stoletja je poudarjanje in zavzemanje za slovenske republiške interese z odstavitvijo z mesta predsednika slovenske vlade torej plačal Stane Kavčič. Če bi vi zdaj prebrala Kavčičevo poročilo iz leta 1969, kako je on komuniciral s Titom v zvezi z njegovim mandatom, ki ga je dobil. Pa kako je on vodil razgovore po republikah za sestavo Zveznega izvršnega sveta. Pa njegova stališča, kakšna je imel v odnosu do svojega položaja v Republiki Sloveniji in pa do svojega položaja tam v Beogradu. Bi videla, kako se je v Sloveniji že lomilo, kako se je slovenski politični vrh že delil.
prvič delil, drugič pa kako se je že kako predrzno razvijal v smeri svojih materialnih in oblastnih inštitucij. Niko Kavčič se Stanetu Kavčiču ni izneveril in je skupaj z njim odšel leta 1974 v pokoj. To pomeni, da je pravzaprav ta notranja bitka politična ustvarjala neko oblast v oblasti. Veste, takole je, da te komunisti, Kiriš, Krajger, predvsem te dva, potem za njimi je prišel Stane, ampak tako naprej, ampak Stane ni te vrste. Te so pravzaprav zrasli v šotorih z študijem, ne? Tam leta 35, 34 in tako naprej. Ne? Bili so meščanski otroci svojih staršev, ki so tudi nekaj pomenili, ne? So svoji družini dali svoje. No in ko so pa prišli v praktično življenje, so se pa srečali s to dogmatiko. Začim se je Kidiš že med vojno srečal. Jaz sem govoril z Zdenko pred parimi leti, 8 leti. Rekla, jaz vam ne morem povedati trpljenja, ki ga je Boris doživljal med vojno. Brez Matija se ene stvari ni premaknilo. Matija in Kardelj sta do zadnjega hotela, ne, stvari imeti v svojih rokah. In tu je bil spopad, ne. A pa Ribičič prevzel njihovo dediščino? Tam jaz ne bom nič govoril, imam svoje mnenje in imam dele svoje težave in tako naprej. Službe državne varnosti so vse skozi bile medsebojne bitke in zvezna je pogosto preiskovala delovanje republiških. Najbolj odmeven spopad med udbami je bil v času, ko je Slovenija po letu 1968, ko je Sovjetska zveza okupirala Češko-Slovaško, skušala z nabavo orožja v tujini okrepiti svojo teritorialno obrambo. Takrat je Niko Kavčič omogočil ustvarjanje deviznih skladov v tujini. Sicer pa so imeli Beograd in tudi republike vse skozi neregistrirane devizne sklade v tujini. Ja, to je bila splošna praksa, ne, ki je narekovala ta centralistična služba, ne, za vsako republiko posebej, koliko so pa druge republike to ustvarjale, pa iz tega ustvarjale neke pozitivne domače učinke, pa drugo vprašanje, jaz tega ne vem, ne. Koliko pozitivnega je iz vseh teh fondov ustvarila Slovenija? Česa vsega še ne vemo. Je pa mnogo bolj razumljivo, zakaj smo v času osamosvajanja in po njem tolikokrat sicer neuradno poslušali, da bo še zanimivo izvedeti, kako pomembno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije je imela državna varnost. Ni čudno, saj se je vsa leta po drugi svetovni vojni bojevala z zvezno državno varnostjo.